Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Novi Gorici, kjer se bo kmalu začela zadnja tekma prvega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku bosta krog zaokrožila domača Gorica in ljubljanski Bravo. Najprej poglejmo, kaj se je že dogajalo v prvem krogu. Med njimi in ostalimi nogometaši pa precejšna razdalja, tu je zdaj Šaranič. Trontelj pred vrata, odličen predložek, Kavčič se bori. Tule borba na zelo zgoščenem prostoru, zdaj strel proti vratom. Lahko pokaže Hrvat, lepa tehnika. Vidi se, da prefinjeno boža okroglo usnje, zdaj na levi strani poiskal Kramariča. Martin Kramarič lomi nasprotnika, odličen strel Kramariča. Toda Likar se je izkazal. Šaranič, ostra podaja in kakšna obramba Likarja. Vnovič velika nevarnost, Trdin je prišel do strela. Trontelj je, mislim, da predaleč, da bi tu lahko prišel do žoge. Urbančič pa z napako. Tu je Šaranič. Šaranič pregrava, Šaranič! Odlična akcija Šaraniča. Milič je malce slabo ocenil, po tele žoge velika napaka, priložnost za Gorico in gol! 1:0 vodi Gorica, 33. minuta srečanja. Kranjc je prišel do četrtega zadetka za Gorico in do svojega 12. zadetka v prvi slovenski nogometni ligi. Neverjetno, kakšna napaka, najprej Miliča, ki je zelo slabo ocenil pot žoge. Preveč visoko je stal, žoga ga je preletela, na to pa mislim, da je tudi Jakšič storil napako, Kranjc pa je odreagiral sijajno. 37. minuta srečanja teče. Mislim, da še ni čas za paniko v taboru Brava. Ni še potrebno pritisniti alarmantnega gumba. Tule pa vidimo Srebrniča, ki danes torej pričakuje ali pa lovi 100. zmago na klopi slovenskega prvoligaša. Vmes je vodil tudi Koper. Milič je zaenkrat dobil rumeni karton, zdaj pa je prav gotovo močno na trnih. To bi bil hud udarec za Bravo, če bi se znašel še brez enega nogometaša, že tako ali tako Šiškarji zaostajajo. Takole Milič kaže, da je nasprotnika zadev niže, ne v glavo. Poglejmo zdaj še enkrat. Znova nisem videl, kaj se je zgodilo, mislim pa, da bo Milič izključen. Rumeni karton bo razveljavljen in rdeči karton za črnogorskega branilca. Verjamem, da si je privoščil hudo neumnost in zdaj so se Bravaši znašli v velikih težavah in mislim, da lahko pričakujemo hitro reakcijo Dejana Grabiča. Trdin in Ansana, poskus dvojne kombinacije, toda Hrka je vse skupaj dobro predvidel, zdaj pa veliko prostora za Kranjca. Razrečena je obramba Brava. Kranjc strelja, Kranjc in mimo desne vratnice Orbaniča. Številni dotiki Francoza, tu je zdaj Šaranič, dobra žoga Šaraniča, Luka Štor ima priložnost, Štor strelja in ni zadetka, sicer odlična akcija Brava, toda Gorica je nevaren po levi strani, vselej, ko dobi žogo, se zdi, da je Gorica nevarna. Širok in Leban strelja! Zanimiv poskus Lebana. Nekaj taktične zmede v Novi Gorici. Bešir pred vrata, priložnost za Gorico in gol! Gol za Gorico, ki bo dobila tale obračun. Luka Vekič je strelec. In Gorica je podvojila prednost. Velika napaka vnovič v obrambi Brava in vrtnice so to znova kaznovale. Luka Vekič se je podpisal pod zadetek.
v lanski sezoni dosegel 8 golov. Letošnjo sezono pa je odprl z zadetkom že na prvi tekmi. Bešir je takole podal pred vrata. Čestitke za prvo zmago v letošnji sezoni, odlično ste torej odprli prvenstvo. Morda ste začeli nekoliko sramežljivo, kot da bi se zdelo, da je osnovna misel držati obrambo, potem pa ste se sprostili, dosegli zadetek in tudi nadzorovali potek tekme. Ja, ni bil ta namen tako iti v tekmo. Mislim, da je bilo res malo nervoze prisotno, ker v bistvu tudi igralci sami niso vedeli, kje so, ampak nekako kot tekma se odvijala, ko smo speljali 2-3 dobre tranzicije, so videli, da lahko in smo odigrali zelo dobro tekmo v taktičnem smislu. Seveda, bravo, kvalitetna ekipa s svojim modelom igre. Nismo hoteli totalno se prilagoditi na njih. Smo upoštevali svoje principe in nam je uspelo. Nogometni momenti so nam šli v prid, se pravi, dve priložnosti, ki so imeli oni v prvem polčasu, je naš vratar odlično obranil. Dober gol po napaki, potem v bistvu še ta izključitev, tako da nam je olajšalo delo, ampak vsaka tekma je tako, vsaka tekma so neki detajli v igri, ki ti pripomorejo do zmage. Malo moramo popraviti še stvari, ker v drugi polčas mislim, da je bila zadeva pod kontrolo in bi tiste žoge podvzeti, smo imeli ogromno prostora, da bi še boljše izpeljali par napadov, tako da moramo to popravljati. V drugem polčasu ste torej kontrolirali tekmo, je pa bilo, kot ste rekli, veliko prostora za protinapade. Kakšna so bila vaša navodila, ste fantom dejali, naj se vendarle povlečejo nazaj ali ste želeli recimo še drugi zadetek? Ne, nismo. Hoteli smo kompaktno obrambo, ampak po odvzeti žogi je bilo prostora. Mislim, preko vezne linije, ker smo imeli višek igralca, bi lahko še hitreje obračali in prišli bolj kvalitetno na dobre zaključke. Ampak vseeno dobro, čakali smo priložnost, dali ta drugi gol. Na koncu mislim, da je zaslužena zmaga, da smo se enakovredno kosali. Tako da pomembna zmaga za samozavest za naprej in se treba pripravljati za nadaljne tekme, ker prvenstvo je še dolgo. Kot trener ste zabeležili 100. zmago v prvi slovenski nogometni ligi. Kaj vam pomeni ta jubilej? Nisem vedel. Ja, ena lepa številka. No. Mislim, da lepa stvar. No. Sem ponosen na to, kaj je bilo za nazaj. Mislim, da smo doživeli dosti lepih trenutkov, tudi slabe, kakršno je pač trenersko delo. Najlepša hvala. Dejan Grabič, v tekmo ste suvereno krenili, potem pa v obdobju, ko ste si pravzaprav priigrali 3 lepe priložnosti, velika napaka v obrambi, Gorica je dosegla gol in potem je šlo vse skupaj nekako po zlu za vas. Kaj je bilo po vašem mnenju danes usodno? Ne vem, jaz mislim, da je vseeno, tudi če dobiš tak zadetek na tekmi, se zgodi napaka normalno, ampak ključen moment tekme je bil rdeč karton po neumnosti, to bo kaznovano, to se ne sme dogajati, to je neodgovorno, neprofesionalno in tukaj ni debate. Se pravi, takrat je bila ekipa, jo je, se pravi, naš štoper pustil na cedilu in smo težko izpolnjevali naš prvotni načrt, normalno, z igralcem manj. Vseeno pa mislim, da smo si ustvarili dovolj na tej tekmi že v prvem polčasu, da bi lahko tudi rezultatsko bili bolj uspešni. Kar pa sledi, zdaj bo pa disciplina mora biti boljša. Mislim, če se bodo take stvari ponavljale, dogajale, nimamo kaj iskati. Tukaj, se pravi, ta teden bo malo bolj agresiven na treningih, ker nočemo, da se take stvari ponavljajo. V drugi polčas ste se torej podali z nehvaležnega položaja. Kakšen pa je bil načrt, kako ste želeli priti do zadetka? Imeli smo 2 načrta. Eden od teh je bil neka taktična postavitev 4-4-1.
kjer smo želeli pokriti, dovolj pokriti širino, nismo več prehajali v pressing, ker smo bili mnenja, da nas bojo izigravali, se pravi smo bolj čakali, po odzeti žogi pa poskušali najti najbolj globinsko naše rešitev in se temu igralcu približati. Kar nam je na trenutke kar dobro uspevalo. Za zadnje minute smo pa želeli še več tveganja prevzemati, ni nam pa uspelo, ker enostavno ni bilo več energije. In zato smo tudi verjetno prejeli drugi zadetek. Vseeno čestitke igralcem za vseeno zelo dobro predstavo, ampak škoda, da nismo mogli izvajati svojih stvari v obrambi ali v napadu, tako kot smo bili dogovorjeni, zaradi igralca manj. Najlepša hvala. Prva tekma in prva zmaga, dokazali ste, da ste lahko konkurenčni tudi ekipam, ki so že dalj časa prvoligaši. Verjetno ste zelo veseli po tej zmagi. Ja, seveda vzdušje je super, ekipa je super razpoložena, videli smo, da smo pokazali dobro predstavo in tako moramo samo naprej. Vodili ste z 1-0 po prvem polčasu, imeli tudi igralca več. Kaj vam je trener recimo dejal med odmorom? Vam je naročil, da mirno nadzorujete tekmo ali ste želeli tudi kaj napadati? Seveda smo si želeli čim prej doseči še en zadetek, da dokončamo tekmo. Ni nam uspelo do tega hitro priti, ampak smo na koncu prišli in hvala Bogu zmagali. Hvala lepa in srečno v Ljudskem vrtu. Nemanja Jakšič, z vaše strani smo vajeni zelo dobre predstave, redko se vam pripeti kakšna napaka, danes ste jo storili ali delno tudi prevzemate odgovornost za poraz? Ja, seveda, da prevzemam, najstarejši sem v ekipi, največ tekem imam v prvi ligi in zaradi mene smo izgubili, zaradi moje napake. Kako zdaj nadaljevati, kako se pobrati po tem porazu? Nič, jutri je novi dan, gremo naprej, v nedeljo igramo proti Koperu. To je nogomet, včasih zmagaš, včasih izgubiš. Pomembno je, da smo vedno na maksimumu. Zdaj žal, jaz sem naredil tu napako in potem je sve šlo narobe. Najlepša hvala. Hvala vam.